Najprej poglejmo izjavo Mateja Tašner-Vatovca iz Socialnih demokratov. Koliko več zdravnikov imamo? Jaz mislim, da je naše javno zdravstvo vseeno zdravo, dobro, dela v redu in v tem mandatu je ravno ta koalicija z ukrepi, ki so bili izpeljani, začela premikati stvari naprej. Seveda niso stvari rožnate, daleč od tega. Imamo pa več zdravnikov, mislim, da 400 v zadnjih 4 letih od začetka mandata. Po podatkih NIJZ je bilo 1. junija 2022 zdravnikov 6929, po zadnjih podatkih 1. januarja letos 7495, torej je 566 zdravnikov več. Izjavo Tašner-Vatovca smo označili kot previdno, ker sicer ni 400 zdravnikov več, ampak 566, vendar ostaja dejstvo, da se je število zdravnikov dejansko povečalo. Koliko sredstev se steče v zdravstveno blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje? Jaz mislim, da ZZZS dajemo mi dovolj sredstev. V tehle 4 letih so sredstva šla iz 3,2 milijardi na 6 milijard, po projekcijah celo 7 milijard v letu 2026. Veste, koliko denarja je to? Podatki o prihodkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki so nam jih poslali iz zavoda, kažejo drugačno sliko. Leta 2022 so prihodki znašali skoraj 4 milijarde, leta 2025 5,8 milijard. Projekcija za letošnje leto je, da bodo prihodki znašali dobrih 6 milijard za obvezno zavarovanje. Ker je Tina Bregant navajala zneske, ki za več 100 milijonov odstopajo od podatkov od zavoda, smo njeno izjavo označili, da ne drži. Dodajamo tudi pojasnilo zavoda, ki je v zneske, ki so nam jih posredovali, ne prišteva iz dolgotrajne oskrbe, saj zavod izvaja 2 ločeni obliki zavarovanj in posledično ima tudi 2 strogo ločena računa, torej posebej za zdravstvo in posebej za dolgotrajno oskrbo. Je vlada morala vrniti evropski denar? In žal je ta vlada zamudila in tudi nekaj denarja vrnila v Bruselj in ni izkoristila tega denarja za negovalno bolnišnico v Mariboru, za infekcijsko bolnišnico v Mariboru, za negovalno v Novem mestu, za celotno energetsko obnovo stavbe, v kateri smo danes. Žal ta vlada torej zamudila vlak za ta nepovratna sredstva in sedaj govorijo, da gradijo to iz integrale, torej iz državnega proračuna, torej plačujejo davkoplačevalci. Energetska sanacija UKC Ljubljana. Sprva je bilo predvidenih 41,7 milijona evrov, a so se pojavile zamude pri pripravi projektne dokumentacije, usklajevanju glede obsega del in pridobivanju dovoljenj. Sanacija bo financirana iz proračuna. Evropski denar pa je ministrstvo porabilo za nabavo medicinske opreme za javne bolnišnice. Največ 14,3 milijona je dobil ljubljanski UKC. Del denarja so za sanacijo prerazporedili tudi za nov logistični center NIJZ. Projekt izgradnje infekcijske klinike v Mariboru. Financiran bi moral biti s 50 milijoni evrov iz načrta za okrevanje in odpornost. Vendar je vlada zaradi zamud in tveganja, da ne bi bil končan do julija 2026, evropski denar preusmerila v gradnjo medicinske fakultete v Ljubljani, ki je imela že izdano gradbeno dovoljenje, mariborska infekcija pa bo financirana iz proračuna. Ministrstvo za zdravje pojasnjuje, da pri načrtu za okrevanje in odpornost do zdaj ni zamudilo nobenega mejnika, da evropska sredstva niso bila izgubljena, ampak prerazporejena tam, kjer se lahko projekte izvede v predpisanih rokih. Drži pa, da se nekateri projekti, med njimi energetska sanacija UKC Ljubljana in mariborska infekcijska, ne financirata več iz evropskih virov, temveč iz proračuna. Zato smo izjavo ocenili kot previdno. Kaj ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije glede korupcijskih tveganj v zdravstvu? Mi nismo proti zasebnikom v Svobodi, pomembno pa je jasno razmejiti javno in zasebno delo, predvsem v javnih zdravstvenih zavodih. Korupcijska tveganja je Komisija za preprečevanje korupcije že leta 2007 v svojem poročilu izpostavila za velik problem. Mi tega poročila smo dali ven iz predala in smo začeli reševati.
KPK res že dolgo opozarja na korupcijska tveganja pri razmejevanju javnega in zasebnega v zdravstvu. Denimo v analizi leta 2025 in sistemskemu načelnemu mnenju iz leta 2014. Leta 2007, kot nam pojasnjuje KPK, je izdajala predvsem načelna mnenja, ne tematskih poročil. Ker ne gre za posebno poročilo iz leta 2007, kot je rekla Tamara Kozlovič in sama komisija ne more potrditi, na kaj naj bi se izjava nanašala, potrjuje pa, da je komisija na ta tveganja opozarjala večkrat. V kasnejših letih smo izjavo Kozlovič označili kot previdno. Nadaljujemo s preverjanjem izjav v živo v petek na tretjem soočenju in v soboto v rubriki 24 ur dejstva.